Če se odločate za nakup mestnega kompaktnega avtomobila, se boste med poplavo teh na tržišču izgubili. Prav tako boste težko ugotovili, pri katerem boste za ponujeno ceno dobili največ. Pri i20 boste dobili veliko. Na cestah je še slabo leto, ker pa je podoben i10 in i30, ste ga verjetno že opazili. Pri opremi Style so odbijači, ogledala in kljuke v barvi vozila. Za dodatno popestritev skrbijo tudi 15-palčna platišča iz lahke litine in prednji meglenki. 6 cm mu manjka do 4 metrov in s tem je za svoj razred dokaj velik, kar se pozna tudi pri udobju. Če velja za konkurente, da je v notranjosti veliko plastike, ni pri i20 nič drugače. Armaturna plošča je lepo oblikovana in tudi dobro izdelana. Na otip deluje trdo in ceneno, ne škripa in poka, vendar se na slabši cesti občasno sliši kakšen čriček. Volan je nastavljiv po globini in višini. Ročico za nastavljanje boste zaman iskali pod njim, ker je na levi strani. Tudi sedež lahko nastavite, kot želite, zato boste ta Hyundai vozili udobno. Zaradi višine boste tudi večji dobro sedeli, preglednost je dobra. Zadaj boste lahko sedela 2 odrasla ali 3 otroci. V prtljažni gre veliko, saj se z 295 litri i20 ponaša z enim večjih v razredu. Litrski bencinski 4-valjnik s 73 kW poskrbi za uglajeno in varčno vožnjo. Poraba na testu je bila nekaj manj kot 7 litrov na 100 km. Po drugi strani zna biti tudi poskočen, a malce glasen pri višjih vrtljajih. Še posebej na avtocesti, saj pri 130 km/h v peti prestavi teče pri 3600 vrtljajih. Tale i20 vas bo stal malo več kot 12 000 evrov, kar ni malo. Boste pa za ta denar dobili avtomobil s celim kupom dodatne opreme, ki vas bo z razmeroma nizko porabo goriva dobro vozil po mestu ali na odprti cesti.